Načrt za zdravo srce. Morda vas bo presenetilo dejstvo, vendar je v izogib pritelanim boleznim srca in ožilja zelo pomembno, da čim prej začnemo zdravo živeti. Pri tem ne pozabite, da morate imeti tako kratkoročne kot tudi dolgoročne cilje. Vaši cilji morajo biti natančni. Ko se sprehodite po mestnih ulicah, lahko opazite, da je vedno več otrok prekomerno težkih. Zato ne potrebujete statističnih podatkov, le oči odprite. Današnji hitri življenjski slog starše velikokrat prisili, da otrokom raje kupijo hitro pripravljeno hrano, kot da bi skuhali zdrav obrok doma. Čeprav se je potrebno zavedati, da za pripravo takšnega obroka lahko porabimo samo pol ure. To dolgoročno vodi v stanje prekomerne teže, kar je na ravni družbe zelo velik problem. Zdrave navade se začnejo doma. Že pri najstnikih ugotavljajo povišane vrednosti holesterola v krvi in zasnove maščobnih oblog v stenah žil, kar seveda povečuje tveganje za bolezni srca. Zdrave prehrambne in vadbene navade morajo otroci dobiti v mladosti. Kultura prehranjevanja se začne doma. Pri mojih letih pa je pomembno, da že opravimo preventivni pregled srca in izmerimo tlak ter indeks telesne mase, holesterol in krvni sladkor. Če poznamo te vrednosti, lahko hitreje opazimo spremembe in ukrepamo ter pravočasno omejimo dejavnike tveganja. Redna vadba mora pri mojih letih že postati del zdravega načina življenja. Če ste med tistimi, ki kadite, to razvado opustite. Predlagam, da si naredite načrt, postavite si cilje in si zapisujte napredek. Namesto zdrava prehrana raje napišite, da boste pojedli 5 obrokov zelenjave na dan in 2 obroka sadja. Namesto redne vadbe si zapišite vsaj pol ure vadbe 5-krat na teden. Vsi cilji, ki jih zapišete, morajo biti uresničljivi, saj jih boste le tako dosegli in potem zastavili nove. Redno spremljajte vaš vsakodnevni napredek ter imejte cilj ves čas pred očmi. Pomembna je vsaka najmanjša zmaga, ki vam bo dala še dodatno motivacijo in vam tako omogočila ohranjati zdravje čim dlje. Vihra Rampre, študentka programa Wellness.